Lep pozdrav in dobrodošli v še enem videu, kjer raziskujemo kriptoprojekte. No in tokrat se bomo mi malček vrnili na meme področje. In to kar s kraljem meme kovancev in to je Dogecoin. Pa dajmo si najprej pogledati, o čem se ta kriptoprojekt, no če lahko temu tako rečemo, sploh gre. Dogecoin oziroma Doge je odprtokodna, decentralizirana kriptovaluta, ki je bila ustvarjena decembra 2013 kot satiričen odziv na takratno špekulacijo v svetu kriptovalut. Navdih za njen nastanek je bil priljubljen internetni meme s Shiba Inu psom, kar je Dogecoinu prineslo status prvega meme coina. Kljub začetni šaljivi naravi je Dogecoin hitro pridobil priljubljenost zaradi svoje preproste uporabe, nizkih transakcijskih stroškov in aktivne skupnosti. In to je zanimivo, tehnično temelji na tehnologiji Litecoin kot fork zdaj neobstoječega Lucky Coin, ki je bil prej fork Litecoina in uporablja algoritem skript ter mehanizem proof of work za potrjevanje transakcij. Za razliko od Bitcoina nima omejene ponudbe kovancev, kar pomeni, da se novi Doge kovanci nenehno ustvarjajo. Dogecoin se pogosto uporablja za spletno napitnino, donacije in mikrotransakcije, njegova vrednost pa je pogosto povezana z družbenimi mediji in vplivom znanih osebnosti, kot je Elon Musk. No, tako kar precej zanimivega, kar se tiče kriptoprojekta, dajmo si mi zdaj pogledati, kakšna investicija dejansko je. In smo že pri prvem segmentu in to je sam pregled projekta, kjer pregledujemo jasnost cilja projekta, vpliv na industrijo in seveda tudi jasnost bele knjige. Pa dajmo si mi pogledati njihovo spletno stran. Moram reči, da mi je kar všečna spletna stran, tudi takoj se seveda vidi, da se gre tukaj za meme coin. In dajmo si pogledati mi še njihovo belo knjigo. Tukaj imajo direktno povezavo na njihove dokse, kot je zdaj že tudi običajno pri vseh novejših kriptoprojektih. No, očitno so tudi oni šli v tale stil. Edino tile doksi so na GitHubu in po mojem kar pogrešam tako precej podatkov, kar se tiče samega kriptoprojekta. Tako da, kar se tiče prvega segmenta, jasnost cilja projekta, ja, seveda je jasno, ampak moramo tukaj upoštevati, da je meme coin. In potem vpliv na industrijo ima sicer nek potencialen vpliv na industrijo, kot vemo, se uporablja tudi kot plačilno sredstvo, ampak je še vedno tak nejasen učinek. In pa jasnost bele knjige, tukaj moram reči, da sem bil kar malček razočaran. Imajo sicer dokse, ki pa ne obrazložijo kaj dosti. Tako da za prvi segment dobijo 9 od vseh možnih 15 točk. Naprej imamo drugi segment, ekipa in podpora. Kakšna je kaj ekipa v ozadju tega kriptoprojekta in kakšna je možna podpora drugih investitorjev? Pa pojdimo tukaj na cryptorank.io in tukaj pod zavihkom Team vidimo ekipo, nanizana sta obedva co-founderja. Prvi je Billy Markus in naslednji je Jackson Palmer. Zdaj za Billyja Markusa nimamo LinkedIn povezave, imamo pa za Jackson Palmerja, pa dajmo si pogledati. In če gremo dol pod izkušnje, lahko vidimo, da v bistvu dela za Adobe in je na kar ključni poziciji. Predtem je bil analitik za marketing. Tako da neko znanje tukaj seveda je, ampak ne vidimo neke povezave z blockchainom. Zdaj morda niti ni dopisano, kot vidimo tukaj Dogecoin niti ni omenjen. Sem pa našel tudi podatke o Billyju Markusu. Kot vidimo, prej je delal za IBM in bil je v software in hardware infrastrukturi. Tako da ja,
ponovno, znanje tukaj je od zadaj, ampak ni nekih podatkov o blockchain znanju. Zdaj, zagotovo skozi ta projekt so pridobili kar precej blockchain znanja, ampak nimamo podatkov o tem. Zdaj pa, kar se tiče financiranja in podpore, tukaj na cryptorank.io sicer ni nekih podatkov, kar se tiče investitorjev, ampak seveda vsi poznamo Elona Muska in kako on podpira tale kriptoprojekt. Tako da za ta drugi segment, ekipa in podpora, dobijo 10 od vseh možnih 15 točk. Naprej, blockchain in žeton. Kakšna je upravičenost za blockchain in kakšna je uporabnost žetona? Zdaj, tukaj je seveda malček vse skupaj nejasno, čeprav se je našla neka uporabnost. Konec koncev moramo upoštevati, da se gre tukaj za meme coin. Tako da v tem segmentu dobijo 6 od vseh možnih 10 točk. Naprej imamo četrti segment, to je napredek in cilji. Kako jim je kaj šlo pri doseganju teh ciljev? Ali imajo morda kakšen roadmap? Zdaj, kolikor sem jaz iskal, sem našel tole. Imajo nek roadmap, ampak mi smo tukaj vajeni več. Torej, točno obrazložitev, kakšni so cilji, kako so doseženi in ali sploh so bili doseženi. In tukaj čisto na dnu vidimo tudi omenjeno letnico 2022, tako da to zna biti še kar staro. Tako da tukaj sem bil kar malček razočaran in za ta segment dobijo 3 od vseh možnih 5 točk. Naprej imamo peti segment, to je tehnična analiza, kako jim kaj gre cenovno. In če gremo nazaj na spletno stran cryptorank.io in imamo tukaj pod zavihkom overview, če gremo malček dol, imamo tale graf, pa dajmo mu dodati še indikator RSI, tako. In če malček oddaljimo, da vidimo, kako se kaj tole obnaša, samo malček mi kar premika graf in lahko vidimo, ja, da imamo sicer trend navzgor, ampak bo treba malček paziti. Tukaj zdaj je kar kritična meja, ki jo moramo obdržati in obdržati tole višje dno, če želimo nadaljevati z rastjo. Poleg tega me pa RSI malček skrbi. V zadnjem času se zadržujemo tukaj pod 50, kar zna nakazovati na malček medvedjo stran. Ampak vseeno, to je meme coin. Nikoli se ne ve, kaj se lahko tukaj zgodi. Ampak, kar se tiče volumna, pa moram reči, da ima naravnost izjemen volumen tudi na uglednih menjalnicah. V zadnjih 24 urah je bilo volumna za 924 milijonov, kar je impresivno. Tako da za tehnično analizo dobi 8 od 15 točk. Naprej imamo šesti segment in to je sentiment. Kakšno je kaj sodelovanje skupnosti in kakšen je njihov tipičen vlagatelj. Pa pojdimo mi nazaj na njihovo spletno stran in si poglejmo njihova socialna omrežja. Zdaj, tukaj sem probal tudi Discord, ampak očitno jim je link potekel, tako da tega žal ne moremo preveriti. Imamo pa tukaj Twitter oziroma po ta novem X in tukaj lahko vidimo, da imajo 4,3 milijona sledilcev, kar je impresivno. Zdaj pa, kar se tiče adopcije, kot sem že prej omenil, sicer neka adopcija je tudi uporablja se kot plačilno sredstvo, ampak tukaj zaradi njegove meme narave je pač situacija bolj nejasna. Tako da za ta šesti segment, sentiment, dobi 8 od vseh možnih 10 točk. In naprej imamo še Certik varnostno preverjanje. Kako je kaj šlo temu projektu? Ali so sploh opravili varnostno preverjanje? In tukaj vidimo, če gremo malček dol, da žal tega niso opravili. Nimajo opravljene revizije, imajo pa kar visoko leaderboard oceno.
to je 87 in to pomeni, da spada med top 20% od vseh kriptoprojektov. Tako da v bistvu na račun te visoke ocene dobi 5 točk od 25 možnih točk. In tako, to je naša ocena za Dogecoin. Dajte zdaj vi nam povedati, smo morda mi kaj izpustili? Je vas morda kaj presenetilo? Kar komentirajte spodaj, ne pozabite tudi všečkati tega videa in ga deliti z vašimi prijatelji, če mislite, da bo uporaben tudi za njih. Hvala vam, da ste bili z nami in ne se nam pozabiti pridružiti v naši naslednji kripto raziskavi.